Oj, sva Andraž in Davor iz Svitek TV in sporočam vam, da ga mava. Težko pričakovani iPhone 14 Pro, ki ga je Apple začel prodajati 16. septembra letos, so dubla že predvčerajšnjem in danes, 24. septembra, končno lahko nekaj povejo o njem, za kar se res ful zahvaljujeva svojemu kolegu, da nam je to omogočil. Kakor se bo zahvalila vsem vam, cenjeni gledalke in gledalci, če se boste vi naročili na tale najin kanal in naj jo tudi spremljam na vseh spodaj označenih omrežjih, da beste, tole čisto možno, da bo eden izmed najbolj ogledanih videov tale let najinih, tako da dajmo kar začeti, ker imamo res veliko zapovedati o tem telefonu. Na začetku bi rada sam to povedala, da sva res iskala folk, ki bi nam bil pripravljen posoditi tudi obično 14-ko. Sam se je kmalu izkazalo, da hočete v večini kupiti samo 14 Pro in to je konec koncev tudi logičen, ker je to verzija letošnjih 14, ki jo tudi najbolj priporočava. Hecana, ne? Glede na to, da ne bi bila Pro verzija samo za Proje. No, pa če malo pogledamo vse letošnje iPhone, hitro vidimo, da se 14 Pro dejansko najbolj splača, čeprav res ni poceni telefon, daleč od tega. Pač že osnovna konfiguracija z 6 GB RAM in 128 GB notranjega pomnilnika stane, pazite, 1396 €, kar je res ogromen. Toda, še zmer se vam splača izkašati 320 € več in kupiti Proja, kakor pa dati 1076 € za navadno 14-ko, samo 60 Hz osveževanjem zaslona, lanskoletnim čipom in zastarelim dizajnom z rezo za kamero in Face ID namesto dinamičnega zaslona. Otoka. What a mistake to make. iPhone 14 Pro Max je spet drug ekstrem, saj ima večji zaslon z večjo baterijo, ampak že osnovna konfiguracija z 128 GB notranjega pomnilnika stane 1556 €. To kakor že kom z zelo dobrimi speksi, tako da ga lahko priporočamo načeloma sam vlogerjem, influencerjem, profesionalnim snemalcem in fotografom, ki bodo iz njega verjetno največ iztržili in ga hitro amortizirali nazaj. Ja, pa pozabil si reči, da ljudem z globokimi žepi. Ampak, kakor vidite, je 14 Pro dejansko res najbolj smiseln nakup, čeprav bi to mogla biti na papiru obična 14-ka. Upava sicer, da bova v njej lahko več povedala, ko jo dobiva v roke in da bova enkrat imela na voljo vse 4 iPhone 14 serije, vključno s plusom, tako da to si nadejeva, da nam lahko tudi vi pomagate. Poleg tega se dejte naročiti, pa že zato, da boste pač videli video in ga ne boste zgrešili takrat. No, pojva zdaj na ta telefon, ki je pred nama, iPhone 14 Pro, da vam lahko podava razloge, zakaj se ga splača kupiti in tudi zakaj se ga ne splača kupiti. Začetek prostva, da ga ne kupujete zaradi novega Dynamic Islanda, o katerem je bilo toliko govora vse od predstavitve. Za vse tiste, ki še tega ne veste, Dynamic Island oziroma poslovenjeno dinamični otok je softverska rešitev, s katero je Apple na zelo iznajdljiv način prikril dejstvo, da se selfie objektivi in senzori za prepoznavo obraza nič več ne nahajajo v zrezi na vrhu, ampak so malo niže, dol na zaslonu in so urezani van, da dejansko izgledajo kot vodoravna položajna črka I s pikico, ki zauzame kar dosti placa in precej izreza v vsebini. Ko gledate pod določenimi koti, se te senzorje tudi načeloma dejansko vidi. Da pa bi Apple zakril to dejstvo in poleg tega naredil nekaj novega, o čemer bi se govorili, pa nekaj tazega, da vse skupaj še interaktivno, uporabno in zelo zabavno, je preko software naredil ta dinamičen otok, ko je povezal senzorje za Face ID in selfie objektiv v eno samo podolgovato tableto. To vam omogoča, da hitro pogledate full pomašanje in notification, dostopate do kontrol za predvajanje glasbe in videov, vidite, da ste dali poln telefon in koliko je nafilan, da ste z njim povezali AirPods in še bi lahko naštevala. Ne bova lagala, dinamičen otok nam je ful zabavna stvar, tudi zato, ker animacija zanj teče zelo gladko, zahvaljujoč v veliki meri tudi odličnemu OLED zaslonu, ki izklop posamezne piksle, da pri animacijah ustvari res gladek prehod. Midva si nadejava, da bo še več ustvarjalcev Apple, ki niso direkt od Appla, sprejel ta otok in optimiziral notification za svoje appe in da ne bo postal tak gimmick, kot je bil recimo, če se spomnite, Touch Bar na MacBook Projih, ki ga je Apple mogel na koncu ukiniti, ker je bil bolj ali manj sunset namen. Če se že mora pritoževati še način v zvezi s tem otokom, pa je, da se s prstnimi vtisi komot zapaca, selfie objektiv, ki je spodaj, ki ga morate tudi zavestno obrisati v oblačila, da ga spucate, plus na 14 Pro Maxu ga verjetno ni toliko priročno za uporabljati zaradi večje velikosti samega zaslona. Upava pa tudi, da bo Apple v prihodnosti spremenil nastavitve za otok tako, da boste z enim pritiskom nanj odprli hitrne nastavitve in notificatione,
z daljšim pritiskom pa boste šli v samo aplikacijo. Trenutno je namreč glih kontra, tako da sva se kar dostikrat zmotila pri uporabi. Prepričana sva, da je ideja dinamičnega otoka super in zelo iznajdljiva. Čeprav je ime zanjo otok Apple cringe, da si na koncu rečeš, itak, da so mogli neko tako funkcijo tudi poimenovati. Ampak a je dinamičen otok res razlog, da bi mogli za to kupiti 14 Pro? Ma ne, res ne. Sej ne rečeva, da ni zabaven, ampak to res ni razlog, da zanj daste skoraj jurja 400 €, tudi zato, ker ne bi na naslednji let prišel baje na vse telefone iPhone 15 linije. Če že ta telefon raje obavite zaradi razloga, ker ima Super Retina HDR OLED zaslon velikosti 6,1 inčov, ki doseže kar 2000 nitov svetilnosti, kar je še za 250 nitov več, kot doseže fenomenalen zaslon na Samsung S22 Ultra. S tem zaslonom boste lahko brez vsakih problemov gledali vsebino na telefonu tudi na najbolj probijajočem soncu, valjda pa se morate zavedati, da vam bo to pokurilo tudi več baterije in da se bo telefon tudi bolj segrel, ko pa smo že pri zaslonu in kurjenju energije. Zdaj ne moramo iti mimo vedno vklopljenega zaslona oziroma po angleško Always On Display, ki ga je Apple letos, končno po več kot 14 letih, odkar se je prvič pojavil v svetu mobilnikov, implementiral tudi na iPhonih. Kakšen je rezultat? No, Apple je to besedno zvezo, vedno vklopljen zaslon, vzel dobesedno. Sam da pojasniva, vesela sva, da ga je Apple končno spravil na iPhone 14 Pro in da ga ni sam copy-paste od androidnih telefonov ter ga poimenoval kot inovacijo. Treba je priznati, da se je dejansko potrudil in Always On Display naredil na nek svoj način, kar je pohvalno. Edini problem je, da nama in po moje, da kar večini ostalih reviewjerjev ta izvedba lih ni toliko pri srcu. Ne gre se niti za to, da se to valjda pozna na bateriji, če ga imate vklopljenega, niti se ne gre za to, da se vidi ozadje, ker telefon osveževanje pač res spusti na vsega skupaj samo 1 Hz. Problem je preprosto v tem, da zaslon ni dosti zatemnjen, ko ga ugasnete, zaradi česar imate feeling, da ga imate skozi pržganega in da vam lahko vsak vidi, ko ste gledali, ko ga imate položenega na mizi. Poleg tega boste imeli skozi feeling, kot da je prišlo neko novo obvestilo na vaš telefon, ker nas je Apple pač skozi leta natreniral, da se ekran načeloma v takem primeru samo zasveti, če pač dobite obvestilo. Glih iz tega razloga ga bo večina vas najverjetneje kmalu ugasnila, ker se ga boste kar malo težko navadili. Zdi se nama, da je tudi po noči v temi še zmeri presvetu in Apple bi ga mogel v naslednjih softverskih posodobitvah res še malo ponastaviti, če se bo to sploh dalo. Pa zelo fajn bi bilo, če bi ga lahko uporabniki bolj po svoje preurejali. Na srečo lahko v sleep mode v nastavitvah naredite tako, da po določeni uri ta Always On Display telefon avtomatsko ugasne, da vas ne moti med spanjem. Lahko pa ga tudi sami probate še malo bolj potemniti tako, da preprosto daste en temen ozadje. Tudi nama se zdi, da je pač 14 Pro letos malo bolj v eksperimentalni fazi. Kot primer lahko dava tudi glavni objektiv, ki je letos končno velikosti 48 megapikslov in je preskok iz dolgoletnih 12 megapikslov, povečali pa so tudi velikost samega senzorja. Na papirju se to sliši kot recept za ful veliko spremembo v kvaliteti fotk, ampak roka na srce niti ni tako opazna. Sam to, da se razumemo, no. To ne pomeni, da so fotke na 14 Pro slabe, ker so vrhunske. Barve so naravne, fotke imajo odličen dinamičen razpon in so dosti ostre, brez kakšnega vidnega popačenja. Bokeh efekt v portretnem načinu je še zmeraj odličen in tudi nočne fotke zaradi večjega senzorja sprejmejo več svetlobe, ker se malo pozna tudi na kvaliteti fotk. Pri tem pa pomaga tudi nov Photonic Engine, ki že malo prej zajame in obdela najprimernejšo fotko iz snopa posnetih fotografij ob pritisku na sprožilec. Vse, kar hočemo reči, je to, da je imel iPhone že itak dolga leta en izmed najboljših fotk, da so čisto pogruntali optimizacijo zanje že na 12 megapikslov v velikem objektivu in da za to letos ta preskok sploh mogoče ni tako opazen, kot so mnogi mislili, da bo. V zadnjih dnevih so se pa celo na internetu pojavili posnetki, ki so kazali, da ta nov objektiv, ta nov senzor, pa je večinoma sicer sam pri Pro Maxu, v appih kot so Instagram in Snapchat se začne nekontrolirano tresti, zaradi česar sploh ne morete posneti fotke. Bo pa je to v prvi posodobitvi odpravljeno, tako da vas glede tega zaenkrat ne rab skrbeti. Apple bo pa kljub vsemu še mogel malo zoptimizirati ta nov senzor, ker se nama vsem zdi, da so barve fotk na njem malo drugačne, recimo kakor pri 12 megapikslov velikemu telefoto objektivu in isto velikemu ultraširokokotnemu objektivu. Poleg tega pa bo mogel še malo več naporov vložiti v odpravo tako imenovanih lens flarov oziroma po slovensko odsevov leč, ki so včasih kar dosti opazni. Upava tudi, da bomo naslednje let končno dočakali tudi ta prav periskop telefoto objektiv za večji zoom in s tem boljše zoomirane fotke, da so nekje blizu mogoče ravni S22 Ultra
A ja, pa fino bi bilo tudi, da bi objektivi malo manj štrleli ven iz modula, kot letos, ker v zadnjih 2 letih so se ful povečali in bolj ven začeli štrleti. Posledično se okoli njih nabira tudi prah, ki ga je praktično nemogoče zbrisati. Glede videa pa je Apple še zmeraj nesporen kralj in tega mu ne more noben oporekati. Če ste influencer, nadobuden bodoči režiser ali pa sam ustvarjalec vsebine, kot sem videl, pol se lahko zanesete na ta sistem kamer, da boste kar s telefonom posneli res kvaliteten video. Apple je letos še dodatno izboljšal kinematografski način, ki zdaj omogoča snemanje v 4K resoluciji. Kaj je ga povedal? Čudovit dan za snemanje je danes. Po moje, da ne. Zakaj ne je? Zakaj ne je bil čudovit dan za snemati? Ni dežja. Ni to fajn. Dodali pa so tudi akcijski način, ki vam omogoča, da posnamete netrsoč video, čeprav se vam roka oziroma stojalo ful trese. No, tukaj gre za način, ki ima skropa originalen video, da ga s tem stabilizira in ga pogosto najdete tudi na isti način implementiranega pri Androidnih telefonih. Rezultati pa so pri 14 Pro podobni kot pri njih. Video je res malo bolj umirjen. Sam zaradi tega je na udaru kvaliteta, ker se resolucija zniža na 2,8K, plus morate imeti zadostne naravne ali umetne svetlobe, da dosežete maksimalen učinek. Akcijski način je ok, sam potreba še nekaj let, preden bo to res hudo uporabna stvar in ne samo opcija, ki bi jo redko kdo uporabil, kot je to večino pri Androidnih telefonih, kjer je tudi ta mod sicer samo omejen na 1080 pik. Zaenkrat je to še tako bolj, da pri akcijskem načinu v primerjavi z navadnim ni neke velike razlike, ker je video že pri navadnem načinu kar dosti stabiliziran tudi. Kar se tiče ostalih stvari, je 14 Pro zelo primerljiv z lazoskoletnim Projem. Čeprav ima letos večjo baterijo, velikosti 3200 mAh, v povprečju baterija zdrži podoben dolg, kot je lansko leto pri 13 Pro s 3095 mAh, kar pomeni, da zdrži en cel dan in še dobršen del naslednjega dni. Se pa siguren tudi po občutku pozna, če imate prižgan Always On display ali pa ne. 14 Pro ima tudi 4-nanometrski A16 bioničen čip, o katerem Apple letos na svojem eventu sicer ni veliko govoril, čeprav je na papirju baje kar konkretno boljši, sploh kar se tiče energetske učinkovitosti. Ne opozoriva, da obična 14 in 14 Plus imata lansko leten čip A15, ki je sicer več kot dosti dober, tako da v praksi ne bi smelo opaziti razlike v delovanju teh vseh telefonov letošnjih. 14 Pro ima še zmeraj fenomenalne zvočnike, ki so odlični za poslušanje muzike in gledanje videov. Poleg tega pa imajo ti telefoni povsod v svetu, razen v ZDA, še zmeraj režo za fizično SIM kartico. Čez lužo te reže ni več. Tam je mogoče imeti samo eSIM, kar sicer sproža malo mešane odzive. Po eni strani je eSIM varnejši, po drugi pa je vprašanje, kaj narediti, če potujete po svetu in greste v neko drugo državo, pa rabite tam novo SIM, ampak operaterji te države ne podpirajo eSIM-a. Dobro vprašanje. Kakor sva rekla, sicer v Evropi se nam s tem še ni treba razbijati možganov, ker imamo še zmeraj na voljo obe možnosti, oziroma ko bodo telefoni samo omogočali še eSIM, pa boste brez skrbi, da bo tudi kakšno besedo rekla o tej temi. Dodatni razlogi, da kupite ta telefon, so tudi ti, da je v določenih kategorijah 14 Pro preprost eden izmed najboljših telefonov na svetu ta hip. Recimo že samo ogrodje iz nerjavečega jekla, poleg dodatne zaščite pred udarci in praskami poskrbi, da ima telefon določeno težo, natančneje 206 gramov, ki mu daje premijski efekt, kar zelo malokrat doživite pri Androidnih telefonih. Res je sicer, da stranice zelo hitro zapacate s prstnimi odtisi, če ste taki prašiči, kot sem midva, bodimo pošteni. Koliko folka pa hodi naokoli s telefoni brez ovitka in ko ga daste gor, pol vam itak dol visi za prstne odtise. Če gremo pa še malo na software, iOS je še zmeraj iOS z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Je pa res, da je 14 prinesla kar nekaj izboljšav. Kustomizacijo zaklenjenega zaslona z dinamičnim zaslonom in widgeti, možnost izbrisa sporočil v iMessages, možnost, da daste v ikonco za baterijo noter s 5% nafilenosti, da ima tipkovnica haptičen feedback, da lahko režete ljudi in objekte iz fotk in jih predstavljate na druga ozadja. iOS 16 bo mogoče, če bo šansa, v prihodnosti naredila tudi kakšen poseben video, lahko pa si povzetek pogledate tudi na najnem TikToku. Kar je ziher zapovedati to, da je velika prednost Apple glih v tem, da ne rabite imeti čisto novega telefona, da bi imeli feeling, da imate nov telefon, ker vam lahko do 5 let starega pomladijo že sistemske posodobitve, ki so pri podjetju iz Cupertina res redne in dolgotrajne. Za konec moram pa še pojasniti, da je Apple za 14 serijo predstavil tudi možnost satelitskega klica v sili, ki bo zaenkrat sicer na voljo samo v ZDA in Kanadi, kot ga midva žal nisem mogla sprobati. V praksi pa ne bi delovalo tako, da bi uporabnika na težko dostopnih predelih, kjer ni pokritosti signalov, po korakih usmerjal telefon, da jasno v nebo usmeri do najbližjega satelita telefon, potem pa naj bi ta klic vezalo do najbližjih reševalcev.
Prvi 2 leti naj bi bila storitev sicer zastonj, potem pa naj bi bila zaračunana naročnina. Še ena stvar, ki niso uspela sprobati in tudi upava, da je nikoli ne bo rabila, pa je tehnologija zaznavanja trkov, ki prek najrazličnejših senzorjev v telefonu zazna, da se je telo uporabnika nenadoma nenadzorovano hitro ustavilo, recimo v primeru prometne nesreče, in potem pokliče reševalce. Zelo ful funkcija, ampak spet ni dostopna pri nas, zato je ne mora sprobati in tudi če bi bila, je verjetno glih tako ne bi sprobala. Ne. No, God, please, no! No in to je to v bistvu, kar sem imela povedati za iPhone 14 Pro. Se strinjava, da gre še zmeri za enega izmed najboljših telefonov, ki ga lahko kupite ta trenutek na trgu, čeprav so cene res visoke. V povprečju so zunaj ZDA višje celo za okoli 100 evrov in več napram lanskoletnim 13 Projem. Poleg tega ne morava dosti poudariti, da je naslednje let že skrajen cajt, da Apple zamenja vhod Lightning za USB-C, da bo s tem končno omogočil spodobno prenašanje podatkov velikih fajlov, sploh če recimo snemate v Pro RAW formatu in tudi prinese pohitreno polnjenje. Mimogrede, pogledajte si tudi najin video o hitrem polnjenju, se boste marsikaj naučili. Smešen pa je, da je EU svojo zakonodajo prisilila tega ameriškega giganta, da bo svoje Pro telefone dejansko naredil za Proje. Rekla so že, da je 14 Pro priporoča v večini uporabnikov, ki se bodo odločili za nakup novega telefona oziroma iPhona, pri čemer vas mora opozoriti, da če imate še iPhone iz linije 13 ali pa celo 12, se vam ne splača menjati, ker letos res ni dovolj novosti, da bi upravičili nakup. Če sicer rabite nov telefon, pa se vam ne mudi, bi se vam najbolj mogoče splačalo počakati na naslednji let in obljubljen USB-C vhod ter periskopsko telefoto LED-šo, ki se obetata. Če niste nič od tega, če imate dosti keša in vsem hočete novega iPhone 14 Pro, je ta telefon super, ne bo vam žal in toplo ga priporočava. Pa smo prišli do konca današnjega videa. Hvala, da ste naju spremljali in še enkrat hvala kolegov, ki nam je posodil 14 Pro ter vse ostale dodatke, ki so jih uporabljali pri snemanju tega videa. Res ti hvala. Če imate še kakšno drugo vprašanje v zvezi s 14 Pro, nama ga kar napišite spodaj v komentarje ali pa nama pišite v DM-se na družbenih omrežjih. To je za danes to in se vidimo v naslednjem videu. Čau!